Gospa Janja, tale hiša sega v leto 1973. Ja. In pred letom in pol ste se odločili za celovito energetsko sanacijo. Kaj je bilo prej v hiši, kaj se je dogajalo takega, da ste rekli, nujno je treba nekaj narediti? Hiša je bila že dotrajana, bom rekla. No. Bila so lesena okna, ni bila izolirana, kurjava je bila na olje, kar je bilo drago, izguba je bila velika. In smo se odločili, da bomo pač sanirali hišo tako, kot je treba, energetsko varčno. In smo pač se odločili, da gremo do ekosvetovalca, da nam še on svetuje, kaj naj naredimo, in potem smo začeli sanacijo. In kaj so vam svetovali, za kakšen način ste se odločili? Je rekel tale svetovalec na takšen način, če bomo mi zaprli hišo z novimi okni in z stiroporom, je kot da bi pokrili hišo s vrečko in ne bo dihala. In nam je omenil, da obstaja tudi par podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo s prezračevanjem. In potem sem jaz doma na internetu malo pobrskala za tem prezračevanjem, našla Lunus podjetje, jih kontaktirala. Moram reči, da sem bila takoj presenečena, ker sem dobila tudi hitro ponudbo in je znašala dosti manj, kot sem jaz pričakovala. Če bomo celo hišo dali v ta sistem prezračevanja, sem si predstavljala en večji znesek, kot pa je. Hiša ima torej nova plastična okna, Ja. Imate novo fasado, kar pomeni, da energetsko ste bolj učinkoviti. Dosti bolj. Kako je pa zdaj z občutkom noter oziroma s prezračevanjem? Kako zdaj to izgleda pri vas v praksi? S prezračevanjem sem tako zadovoljna, da vam moram povedati, tudi ni nobenega dela s tem, to je avtomatsko vse vodeno. Če hočemo posebej še prezračiti, to lahko tudi narediš. Enostavno začiščenje, filtre spereš pod vodo, zamenjaš. V glavnem zelo enostavno. No. Kako pa veste, kdaj je treba filtre menjati? Oziroma oprati? Tudi to se ti označi. Ne? Na stikalu od prezračevanja se prižge lučka, ki ti opozori. Filtri so toliko umazani, da jih je treba sprati in čistiti, in to narediš. Ste pa v vaši hiši še posebej občutljivi na kvaliteten zrak, ker imate v hiši alergika, ne? Tako je. Zdaj nov sistem prezračevanja to tudi rešuje? Tudi. Letos je to, lahko rečem, rešeno s tem, ker smo uporabili antialergijske filtre in ne dopuščajo vhod cvetnega praha v stanovanje in je dosti boljše. Gospod Kuster, težnja po čedalje večji energetski učinkovitosti stavb prinese tudi s seboj zrakotesnost. To pa ni nujno samo dobra stvar, ne? Res je. Popolnoma pravilno ste povedali, vsi si želijo porabiti čim manj energenta, ker ni poceni. Ne? In gradbena stroka je našla odgovor in ga imenujejo zrakotesnost. Torej, bolje je hiša zrakotesna, bolje kvalitetno grajena. Se pravi, vsi tekmujejo, oknarji tekmujejo, fasadni sistemi tekmujejo v tem, da čim bolj objekt zatesnijo. Nažalost, s tem dobimo invaliden objekt, vkolikor ne vgradimo kvalitetnega prezračevalnega sistema, ker tako kot človek, tudi hiša mora dihati, in če ne diha, se začnejo problemi z odvečno vlago, kondenzom na oknih, plesnijo posledično in seveda bistveno slabšo kvaliteto bivanja, ker je vrednost kisika zmanjšana napram CO2 in kup stvari je, ki pač zahtevajo neki korak naprej, to pomeni vgradnjo prezračevalnega sistema. Ena povprečna družina na dan proizvede, spusti v zrak, po domače rečeno, 15 litrov vode. Kam zdaj ta vlaga gre? Ja, vkolikor je ne odvedemo iz prostora z nekim prezračevalnim sistemom, se vlaga absorbira v stene, ne? In samo vprašanje časa je, kdaj pridemo v te kritične točke, da stene zacvetijo. Najprej se vidijo pikice okrog okna, pol kondens na okno, poznajo vsi, ko se zjutraj zbudijo. In naslednja faza je pa že plesen, za katero pa vsi vemo, da je živi organizem, ki je škodljiv za zdravje,
če vdihavamo te mikrodelce iz plesnivih sten. Ne. Nekaj je pa tudi kvaliteta zraka v smislu CO2 in kisika, ker ljudje nujno potrebujemo tudi kvaliteten zrak, na takem bolj spimo in na takem se bolj počutimo. Ne? Absolutno. Zdaj, zanimiv primer je, ne, da povprečna slovenska spalnica ima približno 30 kubičnih metrov zraka. Ne. In po vseh izračunih, tak zrak, če spita v njej 2 človeka, porabita v 3,5 urah. Ne bo noben umrl, ker to ne pomeni, da se bo zadušil, ne? Ampak normalno je, da je kvaliteta spanja, torej obnavljanje organizma, ki se dogaja preko nočnega počitka, bistveno slabše, kot če ti prezračuješ in je ta raven kisika ustrezna, vedno dovajaš svež zrak, odvajaš slabega in ta proces prezračevanja mora teči neprestano. Torej, dobro prezračevanje je tisto, ki ne čutiš, da ga imaš. Torej, ga ne slišiš, ne čutiš nobenega prepiha, ni toplotnih izgub in ti se počutiš ok. In zdaj, če se človek odloči torej, za vaš sistem prezračevanja, za decentralni sistem, pa že ima hišo iz 70-ih, 80-ih let, začuti to potrebo, kako se tega lotiti, kaj se vse zgodi na hiši? Ja, velika prednost našega sistema je ravno ta, da lahko ta sistem vgradimo v katerikoli fazi. Ne? Torej, pri sanaciji starejšega objekta se zadeve naredijo pač naknadno, izvrtajo se iz vrtine, brez posebnih gradbenih posegov ali poškodb na fasadi ali v notranjosti objekta. Praktično, če poenostavim, mojstri zjutraj pridejo in popoldne sistem funkcionira v celoti. Vi morate samo še pobrisati prah ali pa kaj takšnega za nami. Ne? Torej, integrirajo se seveda vse ustrezne prezračevalne enote in komponente iz vrtine, ki so v fasadi. V sistem je skrit v fasadi, torej vse, kar vidite v prostoru, so difuzorji, torej enote na ta način dovajajo zrak v prostor in ga odvajajo, in pa v sanitarnih prostorih odvodne enote, ki so ravno tako estetsko nemoteče in funkcionirajo neprestano. Ljudje imajo sigurno tudi kakšen pomislek glede ohranitve energetske učinkovitosti. Torej, če ste mi hišo nekajkrat naluknjali, po domače rečeno, a to pomeni, da bom več toplote izgubljal s tem? Ravno obratno. Te luknje ne ostanejo prazne, ne, ampak se napolnijo z energetsko učinkovitimi aparati, ne, ki skrbijo, da se pri izmenjavi zraka ne ustvarjajo toplotne izgube. Torej, izkoristki te zadnje generacije prezračevalnih sistemov, govorimo o kvalitetnih ali pa najboljših, so bistveno preko 90%. No, lahko se pohvalim, da Lunusova zadnja generacija ima celo 97,3% učinkovitost. To pomeni, vi zrak izmenjujete, ne glede na to, ali je zunaj -20, ali je zunaj velika vročina, ohranja sistem torej temperaturo notranjega zraka. Govorimo o tem, da po zimi pasivno ogrevamo in poleti pasivno ohlajamo hišo. Ne? Postopek montaže Lunusovega sistema v hiši je takšen, da pridemo na objekt. Najprej za stranko določimo mikrolokacijo samih rekuperatorov, pametne krmilne enote in vseh pač elementov, ki jih bomo vgradili. Nato na teh pozicijah preverimo, ali so v stenah morda že kakšne napeljave, vodovodne, električne in tako naprej, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe. Potem pa se začne z vrtanjem. Pri vrtanju delamo vse na suho oziroma z suhim vrtanjem, hkrati odsesavamo prah, tako da ni nekega umazanije za nami, in potem se vstavijo cevi, napelje električna napeljava, od pametne krmilne enote do vseh enot, ki jih imamo po stenah. In na to se zadeva počasi zaključuje. Torej zapre z obeh strani z rozetami in to je to. Torej Lunusovi sistemi delujejo preko 12-voltnega napajanja, kar pomeni, da mi v hišo vgradimo napajalnik. Od tam dalje pa vlečemo kable do vsake rekuperatorske enote. Najbolje je, če hiša še morda nima fasade, da to naredimo po zunanji strani, ker potem pač v prostorih ne pride do poškodovanja sten in za nami ni praktično nobenega dela, ne rabite ne malarja, ne ničesar. In zato priporočamo, da se zadeve rešujejo, morda preden delate fasado in tako naprej. Torej, v enem dnevu je nov sistem prezračevanja že lahko umontiran, nameščen. Po kolikem času pa začne človek, uporabnik, to dejansko čutiti? V bistvu, zdaj v 1 uri ali pa 2 urah ne čutiš skoraj ničesar, ker bistvo dobrega prezračevanja je, da izmenja zrak v celoti. Ne?
in pretoki morajo biti počasni, enakomerni, da nas ne motijo, da ni prepiha, da ni vdora tega zraka, ki bi ga čutili, kar pomeni, da se pravi efekt čuti, bom rekel, po enem dnevu, ko se vsako batura zamenja enkrat, še najbolj pa bi bila očitna razlika, ne vem, po enem tednu obratovanja, ko se očisti zrak v celoti, tudi tisti za omarami, tam, kjer so najbolj kritični deli ali pa neprezračeni deli, kjer je zrak najbolj zatohel in stoji, zastav, pravimo, enostavno zacuknjen zrak, ki se potem prezrači in od takrat naprej, seveda uporabniki našega sistema že to vejo in mi na to skozi opozarjamo, pustite sistemu, da deluje neprestano. Za svoje lastno obratovanje porabi tako malo energije, da če boste tudi mesec dni na potovanju, ne morete porabiti za en kapučino. Se pravi, za eno hišo, takšno kot je tale, ki ima vgrajenih 9 rekuperatorskih enot in pa 3 ventilatorske enote, je letna poraba energije za lastno obratovanje pod 15 evri. Se pravi, približno evro in nekaj je na mesec. Ne? In to je tudi eno izmed ključnih stvari in pomembnih stvari, kadar računamo neke energetske prihranke. Ne? Koliko je pa zadeva enostavna? Zanima me ta uporabniška izkušnja. Mora človek velikokrat iti tja, pa na stikala nekaj napravici ukazovati? Ne, mi težimo k temu, da je naš sistem smart and simple, deluje popolnoma avtomatsko, torej v vseh teh regulacijskih enotah se meri vlaga in temperatura. In glede na bivalno stanje, ki ga detektira torej krmilna enota, samodejno uravnava prezračevanje po celotni hiši. Kar pomeni, da ti lahko zadevo postaviš na avtomatiko in bo delovalo brez da bi rabo karkoli narediti. Seveda imaš pa neke dodatne funkcije, ki jih lahko uporabljaš ali pa ne uporabljaš. Recimo dodatna funkcija je, če imaš, ne vem, obiske, ne vem, neko praznovanje, ne ogromno ljudi in večja frekvenca, daš ti na funkcijo hitrega prezračevanja, kjer bo zadeva delovala zelo pospešeno, ali pa za zelo občutljive ljudi je zelo pomemben faktor pri prezračevanju je zvok, zvočnost, ne, se pravi slišnost prezračevalnega sistema in nekateri ljudje so zelo občutljivi. Lunos deluje na 11 decibelih, to je izredno tiha stvar, ne, ampak smo že naleteli na ljudi, recimo zanimivo, nekateri so slepi in imajo zelo razvit sluh, ne, in zaradi tega smo poskrbeli, da ima regulacija tudi možnost enega nočnega načina obratovanja, ker ta hrup, ki ga povzroča naprava, ko deluje, pade še na polovico. Tega pa res več noben, torej normalen človek ne zazna. Ne? Meni se zdi, da večinoma ljudje poznamo te centralne rekuperacijske sisteme. Vaš je pa decentralni. Zdaj razložite nam tako, da bomo vsi razumeli, kaj je glavna razlika. Ja, glavna razlika je v tem, da centralni sistem je ena velika škatla, ki mora nekje biti pozicionirana, porabi precej energije. Od nje pa po eni taki hiši vsaj 300-400 metrov nekih povezovalnih kanalčkov, ki morajo biti do vsake sobe speljani, da po njih teče zrak. In seveda v hiši, ki je obstoječa, je to zelo težko narediti, razen če bi pol hiše razbil. Ne? Pri novogradnjah je to lažje, ampak moram povedati, čeprav bodo kolegi malo jezni, da centralni sistemi so v velikem upadu. V razvitih državah Zahodne Evrope se bliža procent centralnih sistemov pod 10%. Vse ostalo segment prevzemajo decentralni sistemi. Zdaj govorimo o empiričnih podatkih inštituta ICC iz Hamburga, ki meri natančno vgradnjo sistemov v Avstriji, Nemčiji in Švici. Decentralni sistem je možno vgraditi v katerikoli fazi gradnje. Novogradnja, sanacija, adaptacija. Porabi približno 10krat manj energije za lastno obratovanje kot centralni sistem. Je tišji, ne zahteva nobenih vzdrževalnih stroškov, nobenih servisov in približno 30% cenejši v osnovni investiciji. Zadosti pa vsem parametrom energetskih standardov, tudi PHP certifikat lahko dobite za decentralne sisteme, kar pomeni, da je primeren tudi za vgradnjo v pasivne objekte. In več ni nobenega razloga, razen če je komu pač to posebna želja, da bi si razpeljal po hiši, ne vem, metre in metre cevi, v katerih se z leti nabira kondens, mikroorganizmi in umazanija,
ker je to normalno, da se nabira. In seveda je to potrebno čistiti, če ne čistiš, pač dihaš zrak, ki gre po 300 metrih umazanih cevi. Tega pri nas ni, ker je sistem vgrajen v steno, vsa zadeva je dolga pol metra. Če bi že hotel to očistiti, vzameš ven rekuperacijsko enoto, obrišeš z veleda krpo, daš nazaj noter in je zadeva zaključena. In to so zdaj ključne razlike med centralnimi in decentralnimi sistemi.